Cenjeni gledalke in gledalci, veseli nas, da ste še zadnjič z nami v zadnji oddaji Aktualno na GFML v tem šolskem letu. Čeprav je to že skoraj pri koncu in že krepko diši po počitnicah, pa smo tudi tokrat za vas pripravili kar nekaj zanimivih reportaž. S šolskim letom se končuje tudi sezona šolske impro lige oziroma na kratko Šile. Ljutomerski šilarji, ki nastopajo pod imenom Žilava gora, so po lanski zmagovalni sezoni tudi letos stopili na zmagovalni oder. V tekmi za 3. mesto, ki je potekala v dvorani Dijaškega doma Tabor Ljubljana, so premagali ekipo iz Škofijske gimnazije Ljubljana. Dijaki delujejo pod mentorstvom izkušenih šilarjev Gorazda in Maše Žilavec. Šila trenira vsak teden, izpopolnjujejo pa se tudi na vsakoletnem impro vikendu, kjer pridobijo številne izkušnje z improvizacijskim gledališčem in spoznavajo različne tekmovalne discipline. Kako dolgo že Šila deluje v Ljutomeru? Na naši gimnaziji deluje Šila zdaj 3. polno leto. Se pravi, zdaj naslednje šolsko leto bomo šli v 4. leto delovanja in presrečen sem, da imamo takšne uspehe. Se pravi, prvič, ko smo sploh v tekmovanju, sodelovali smo, bili državni prvaki, letos smo pa s 3. mestom se morali zadovoljiti. Ampak smo se zmenili, da gremo naslednje leto po pokal, ker je prehodni. Eno leto je bil pri nas, tako pa ni nebo, mislim, eno leto, mislim. Bomo videli. Kako pa so kaj dijaki, s katerimi delate? Ja, meni se zdi, da smo ena taka velika družina. Predvsem ti, ko redno hodijo, njih je 8. 8 je ekipa zdaj, katera to tekmuje in smo taki, si zaupamo, ena taka družina, impro družina. Imamo vsake toliko časa, imamo kak impro vikend, kjer smo potem po 2 dni v hostelu na Goričkem, kjer se imamo prekrasno in takrat res občutiš, da smo banda, da smo tim. Kakšen pa je pogoj, da postaneš član skupine Šila? Moraš priti na Šila delavnico oziroma več na Šila trening, ob sredah jih imamo popoldne po pouku in moraš se odločiti, da boš probal improvizirati in da se vržeš na glavo in da uživaš pri tem. 21. maja so dijaki zaključnega letnika v šolske klopi sedli zadnjič. No, sedeli so ta dan bolj malo, ali pa sploh ne. Vse, ki smo ta dan prišli na GFML, nas je ob vstopu v šolo pospremila glasba, ki so izvajali četrtošolci. Pred šolo, po šolskih hodnikih in učilnicah je glasno odmevalo fučkaje, tradicionalni ritual maturantov. Ob glasnem žvižganju so se maturantje v povorki premaknili na glavni trg, kjer so točno ob 12. uri zaplesali maturantsko četvorko. Staršem, prijateljem, dijakom GFML in učiteljskem zboru so dokazali, da obvladajo plesne korake. Prepričani smo, da so skozi 4 leta pridobili veliko znanja za uspešno opravljeno maturo. Srečno, generacija maturantov 2025. Še zadnje dejanje. Plesalke poklon. Vsi v sredino. In plosk tač. Plosk, 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 plosk tač. In gre punce pod desno roko. Menjaš. Na svoje mesto. In Mišeli. Vsi v sredino. In plosk tač, in plosk tač, plosk, plosk, plosk. In grejo fantje, punce navijajo. Drugo smer. Na svoje mesto. In Mišeli. Zdaj pa močno primi in jo divje zasuči. Še močneje, še hitreje. Pa še hitreje. Čudovito.
Dijaki in dijakinje, kot tudi profesori in profesorice, so tekli na 5 in 10 kilometrskih trasah, nekateri pa celo na polmaratonu. Preostali pa so uživali na pohodu. Kulturni program na maratonu sta popestrili naši glasbeni skupini U3 in Kašmir, ki sta tekače pričakali prav pri cilju. Naši dijaki so skrbeli tudi za okolje z ekološko stražo, saj je maraton Zero Waste dogodek. S tehnično ekipo dijakov pa smo skrbeli tudi za to, da se je tekače dobro videlo tako na samem dogodku, kot tudi po spletu. Nekaj se dogaja, da mi zmeril utrip, berem ti iz usenc, kakšen je tvoj tip, zdaj gledava se, čakam, da se zgodi, čez dena in za danes še zvezde bi plesale za naju, če dih nam malo vzame še zvezde bi plesale za naju. Evo, Kašmir še z eno, ker je tak fajn na odru maratona 3 src v Radencih. Što da želim, sve je tako daleko i sad mi žao, sve bi opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao, hej kamo sreće da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni smogom, riječi kazne Božije. Tvoje usne opojne još uvijek sanja kako su me ljubile. I sad u meni tuguje, zašto sanjam te preste, moje ceste ne vode nikuda. Bojan Bremec, Jure Kolman, čestitke! Z roko, roki, visoko zrako, bravo! Aleš Kranjčan, prav tako čestitke! Od 15. do 18. maja 2025 so se 4 dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer potepali po Slovaškem. V Trnavi je namreč potekalo srečanje šol ambasadork Evropskega parlamenta. Dogodek je združil šole iz 6 držav, Slovenijo pa je poleg GFML zastopalo še 5 drugih srednjih šol. Udeleženci so bili izbrani na podlagi videonatečaja o pomenu učenja o Evropi in aktivnem državljanstvu. Mladi ambasadorji so bili razdeljeni v mednarodne skupine in sodelovali v delavnicah ter razpravah o evropski demokraciji in vlogi mladih. Poseben poudarek je bil na srečanju s poslanci Evropskega parlamenta in delavnicah o medijski pismenosti, argumentiranju in delovanju Evrope. Srečanje se je zaključilo z evalvacijo in načrti za prenos znanja v lokalna okolja. Kako ste se pripravljali na ta dogodek? Na ta dogodek se ravno posebej nismo pripravljali, bili pa smo izbrani za ta dogodek, se pravi, to je bil EPAS Trnava oziroma šola ambasadorka Evropskega parlamenta v Trnavi. Šole, ki so se udeležile tega dogodka, so mogle posneti video, kratek video, pomagal nam je tudi en dijak medijskega tehnika, drugače pa dijaki in dijakinje, ki so sodelovali v šoli ambasadorke Evropskega parlamenta, mogli so predstaviti Evropsko unijo in kako deluje pač ta program. Nič posebnega, en video smo posneli. Na dogodek se nismo posebej pripravili, razen tega, da smo posnemali en kratki film o delovanju Evropske unije. Kaj pa se vam je zdelo najboljše? Tam? Meni verjetno razgovor z evroposlanci iz Slovaške, Madžarske, pa mislim, da je bil še iz Češke gospod, dijakom, pa kaj pa vem, kot uradni program mislim, da tudi ta razgovor, drugače pa verjetno prosti čas, kot vedno dijakom, se pravi spoznavanje ljudi iz drugih držav, ker tam je vseeno bilo več držav, se pravi Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Slovaška, Češka, se pravi druženje, prosti čas, poznavanje po mojem dijakom. Nogometna tekma v soboto večer.
Na Slovaškem je bilo najboljše, mislim, da pogovor s poslanci, pa to, da smo spoznali nove ljudi iz različnih držav. Ste počeli še kaj drugega zanimivega? Stvari, ki se jih javno ne razlaga, se pravi isto prosti čas, druženje z drugimi mentorji, ugotavljanje, kaj bi lahko drugo leto naredili boljše, da se izmenjava izkušenj, ogled mesta. Trnava je presenetljivo lepo mesto, nisem si mislil. Drugače pa program je bil kar natrpan do večera. Ogled mesta pa kakšna večerja? Ja, sami smo si ogledali mesto, imeli smo zanimive večerje, pa spoznavali smo slovaško kulinariko. Meseca maja je v Beltincih potekala zdaj že tradicionalna rekrutacija. Gre za izjemno in edinstveno prireditev, ki med drugim mlade spodbuja h krepitvi domoljubja. Dogodek je potekal v okviru pouka aktivnega državljanstva. Udeležence je pozdravil spust padalcev slovensko zastavo, sledila je himna. Dijaki so bili seznanjeni z vojaško evidenco in možnostmi vključitve v slovensko vojsko. Govorca sta bila župan Beltincev Marko Virak in obrambni minister Borut Sajovic, ki je občini podelil plaketo za sodelovanje. Sledila je predstavitev vojaškega poklica in vojske v sistemu zaščite in reševanja. Na GFML se vedno z veseljem odzovemo povabilu za sodelovanje z drugimi institucijami iz lokalnega okolja ali pa se kot gostitelji izkažemo kar sami. Tokrat je bilo takih priložnosti kar nekaj. Vrtec Ljutomer je v mesecu maju obeležil 80 leti svojega delovanja. Ob tem jubileju so zaposleni vrtca in otroci na svečani prireditvi pokazali delovanje vrtca skozi čas, ki je bilo prežeto z glasbo in plesom. Na prireditvi so sodelovali tudi dijaki naše šole iz vseh programov. Pripomogli so k organizaciji dogodka z vodenjem prireditve, glasbenimi točkami, snemanjem in fotografiranjem prireditve. Zbrane so poleg ravnateljice vrtca nagovorili predstavniki različnih inštitucij, ki so poudarili pomen pedagoške vzgoje ter vrtca kot institucije. Vrtcu Ljutomer ob tej priložnosti še enkrat čestitamo in želimo uspešno delovanje še naprej. Praznujemo 80 let vrtca Ljutomer, ker je bilo na tisoče prvih korakov, tisoče stisnjenih ročic, tisoče objemov in vsaj toliko zgodb, ki so se začele s preprostim: ne skrbi, tukaj si varen, tukaj si doma. Se ne more biti nikdar več, saj ne more biti krila so se mi stopila od strahu, nikoli več ne poletim na njih in nikdar ne so samo kapi, zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Saj že mama govorila je, da z višine se ne vidi
nikdar ne izpiš, da so samo kapi. Smehljaji, ki že toliko let smejijo se s teboj. Do višine se zvrti, skrive svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrive svojo dlan, lahko mi vrneš karto še nocoj, hoče me, da me vidijo s teboj. Krila so se mi stopila od strahu, nikoli več ne poletim na njih in nikdar ne izvem, da so samo kapi. Zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Od višine se zvrti, skrive svojo dlan, svojo mehko dlan, svojo toplo dlan. Vzemi me na svojo stran, skrive svojo dlan, lahko mi vrneš karto še nocoj, hoče me, da me vidijo s teboj. Da me vidijo s teboj. Sredi maja je Ljutomerski dom kulture zažarel v barvah veselja, ustvarjalnosti in srčnosti. Dijaki predšolske vzgoje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so pripravili tradicionalno prireditev Pisani tobogan, ki je bila letos posvečena sreči, tisti preprosti, a dragoceni vrednoti, ki jo pogosto najdemo v malih trenutkih. V dvorani se jim je v 2 izvedbah pridružilo več kot 400 otrok iz pomurskih vrtcev, ki so v iskrivem, igrivem in umetniško bogatem programu spremljali nastopajoče skozi ples, glasbo, pesem ter osebne misli o tem, kako vsak izmed nas lahko najde in deli svojo srečo. Pisani tobogan je tudi tokrat dokazal, kako močno sporočilo lahko nosi umetnost, ko jo soustvarjajo mladi z odprtim srcem. Prireditev je mladim obiskovalcem pustila spomin na dan, poln povezanosti, navdiha in predvsem iskrene sreče. Stecimo kam, stecimo stran, stecimo svet zanj. Za vse, prav za vse je prostor nekje, je trate še zeleni. Tjaram pararita, sreča in mi, sreča brez vrvice. Med 23. in 25. majem 2025 so v Novi Gorici potekale vizije. Festival mladinske kulture, na katerem so se v družbi letošnjih najboljših mladinskih gledaliških del predstavili tudi dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pred vami in počasi kolapsiram. Padam dol na tla in si mislim, ko je kurac. Kaj se je zgodilo? Rojstvo. Kam greš? Grem. Moj osnik, večni mirim pokoj. Svinja in zgaran ubogih tip. Kdo nas nauči se ljubiti? Ti pa imaš oča, ki se nauči. Sanjala sem, kako moj oče postane končno oče in ljubi. Sanjala sem, kako moj oče postane mama
in prima naroči vse, kar mu je spolzelo med prsti. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vsako leto izvede festival, s katerim spodbuja delovanje mladinske ljubiteljske gledališke dejavnosti in obenem omogočijo, da se gledališke stvaritve predstavijo širši publiki. Na zaključno prireditev se po izboru selektorja uvrstijo najboljše predstave. V predstavi dijakov 4. letnika umetniške gimnazije Tekst telesa je selektor prepoznal inovativen pristop k uprizoritvi in jo uvrstil na državno srečanje. Dijaki so v svoji uprizoritvi tematizirali žensko telo, od katerega se pričakuje, da bo preneslo različne družbene izzive in celo oblike nasilja. Predstava je bila nagrajena z državnim zlatim priznanjem. Zgodnji poletni večeri prav vabijo na prosto. Mi smo enega izmed njih izkoristili za izvedbo dijaškega koncerta, ki je uvod v sklepno dogajanje na GFML. Ker se je na naši šoli pred kratkim pričela energetska sanacija, smo koncert s poletne terase prestavili na zelenico in ga tudi ustrezno preimenovali. A zato nismo bili nič prikrajšani. Ravno nasprotno, uživali smo lahko v ritmih raznoterih glasbenih žanrov, od slovenskega popa, džeza do legendarnih rokovskih ritmov. Prisluhnili smo res vrhunskim vokalom ter navdušeno spremljali nastope solistov, duetov in glasbenih skupin. Zanimivo je, da so nekateri na oder stopili celo prvič, a so verjetno prepričali in navdušili zbrano publiko. Odkar sva se spoznala, so cvetile rožice, ko sem srce mu dala. Krat me noro zaželiš in veš, da si že stokrat pustil me, a tokrat vidiš saj, kako to je. Reci mi zdaj, da iz prve roke bom izvedela. Lahko ti podarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Glej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da jih čutiš tudi. Zadnje dneve, ki jih preživimo na šoli, skušamo obarvati kar se da lahkotno, a vseeno ustvarjalno. Kulturni maraton je tako svoj vrhunec doživel pred zadnji dan pouka. Ta dan smo preživeli v parku Križevci, kjer smo se družili na raznovrstnih delavnicah. Dijaki so s pomočjo svojih mentorjev dan preživeli bodisi rekreativno, bodisi ustvarjalno. Nekateri pa so premišljeno združili vse našteto. Na klepet smo v našem podcastu tokrat povabili nekdanjo GFML-jevko in sedanjo poslanko Saro Žibrat. Torej, vaša razredničarka je bila Suzana Ravter. Kakšne spomine imate na srednješolska leta, sošolce in razredničarko? Zdaj moram prav malo poštudirati. Glede Suzane imam samo dobro mnenje. Mislim, da mi je bila bolj všeč kot razredničarka, mogoče kot pri zgodovini, ker zgodovine nikoli nisem marala preveč piflarije. Ampak ona je bila vedno fair, sproščena, pač razumela je, da smo najstniki, ki nas malo razganja, tako da nikoli nismo bili v nekem konfliktu. Na sošolce pa imam tudi v bistvu lepše spomine, no, seveda smo se kaj skregali, ampak smo bili kar povezani, ker smo imeli ta evropski program, smo hodili na izmenjave in se še danes kdaj s katerimi srečamo, no. Bi mogoče delili z nami kakšno izkušnjo iz ekskurzij, ki ste jih že prej omenili? Ja, najbolj zabavna je bila izmenjava s Španijo, s tem, da smo mi šli v eno provinco poleg Maroka, torej smo bili že na afriški celini in tam je bilo
enkrat smo lahko izbirali med športnimi aktivnostmi na morju in jaz ne vem, zakaj me je Lara, sošolka, prepričala, da gremo surfat. To je bilo zelo porazno in na koncu so mogli s čovnom priti po mene, ker me je seveda odneslo morje ven in ja, je bila kar zanimivo, tragična izkušnja. Vaša karierna pot pa se je zdaj že zelo razgibala. Poprijeli ste za marsikatero delo, od prevajanja in inštruiranja do oglaševanja in filmske produkcije. Katero od teh del vam je bilo najbolj zanimivo in vam je omogočalo, da ste lahko izrazili svojo kreativnost? Definitivno filmska produkcija, pač v okviru filmskega društva Plan 9. Tam je možnost kreativnega sodelovanja ne samo pri pisanju scenarija, ampak tudi, da izbereš lokacijo, da malo vadiš s svojimi soigralci, kako bi zdaj ta prizor izgledal. Na koncu pa tudi v bistvu ti omogoča, da pripraviš neko filmsko glasbo, filmsko podlago, kar je, glede na to, da sem igrala tudi klavir, neka dodatna možnost, da se kreativno izraziš. Pa uporabljate glasbo, ker ste omenili, da igrate klavir. Še danes, mogoče tudi v zdajšnji službi, ali jo povežete z Planom 9? Žal ni več toliko časa, je pa res, da glasba je vedno z menoj, tako da vedno poslušam glasbo, iščem novo glasbo in seveda ob vsaki priložnosti grem na koncert, bodi si na orkester, pač simfonični orkester ali pa na pač neko alternativno glasbo. Kdaj in kako pa je dozorela odločitev za vstop v slovensko politiko? Je ta ideja zorela že dlje časa ali je to prišlo samo tako iz dneva na noč? Ja, bilo je zelo spontano, nikoli nisem imela te želje oziroma sploh razmišljala o tem, ampak pač, ko so volitve, stranke iščejo kandidate, Svoboda je bila nova stranka in iz večjih krogov je bilo slišati moje ime, nekako so me videli drugi v tej vlogi, ker smo bili tudi lokalno tu malo aktivni pri protestih proti prejšnji vladi in v bistvu sem na začetku rekla ne, pa potem še enkrat ne, ker mi je res bilo nepredstavljivo, da bi kar menjala, če se slučajno zgodi, da kar res menjaš življenje. Potem sem pa vseeno podpisala z isto kandidatno pač prijavni obrazec in moram reči, da se verjetno nisem zavedala, kaj se bo zgodilo, da je bilo to bolj tak, no sej pa dajte moje ime gor tam na tisto listo. Ampak moram reči, da mi ni žal, da dejansko mi je ta služba trenutno všečna. Dragi gledalci in gledalke, to je bila naša zadnja oddaja Aktualno na GFML v tem šolskem letu. Mi gremo zdaj na zaslužene počitnice. Vidimo se spet septembra. Do takrat pa izkoristite vroče poletne dni in uživajte.